Solana je odprtokodna platforma blockchain, ki ponuja infrastrukturo za izgradnjo decentraliziranih aplikacij in ponuja storitve Web3. Ta rešitev hitro pridobiva na priljubljenosti, ampak ali bo kdaj prehitela vodilnega Ethereuma? Pridružite se nam v videu, kjer bomo razkrivali sam projekt Solane, kot tudi možnosti za to. Ustanovljena leta 2017 se Solana uvršča med novejše blockchaine, vendar je hitro pridobila priljubljenost zaradi svoje inovativne arhitekture in impresivne zmogljivosti. Vse se začenja torej v letu 2017, ko je Anatolij Jakovenko, nekdanji inženir pri podjetju Qualcomm in BitTorrent, začel delati na novi platformi verižnega bloka. Jakovenko je bil frustriran nad omejitvami obstoječih platform verižnega bloka, kot sta Bitcoin in Ethereum, ki so bile počasne, drage in niso bile skalabilne za množično uporabo. Jakovenko je imel vizijo platforme verižnega bloka, ki bi bila hitrejša, cenejša in bolj skalabilna od obstoječih rešitev. Ta vizija je privedla do ustanovitve fundacije Solana leta 2018 in izdaje bele knjige Solane leta 2019. Solana je v letih po svojem začetku doživela hiter razvoj in rast. Leta 2020 je fundacija Solana zbrala $31,5 milijona v prvi javni ponudbi žetonov ICO-ju. To je podjetju zagotovilo sredstva za nadaljnji razvoj platforme in širitev ekipe. Leta 2021 je Solana lansirala svoje glavno omrežje, kar je omogočilo širši javnosti uporabo platforme. Od takrat je Solana pritegnila veliko zanimanja razvijalcev in vlagateljev in postala ena najhitreje rastočih blockchain platform v kriptoprostoru. Solana ima kar precej prednosti pred konkurenco in te so. Ta prva je hitrost. Solana je znana po svoji izjemni hitrosti transakcij, ki lahko dosežejo do 60,000 transakcij na sekundo. To omogoča bliskovito hitre in stroškovno učinkovite transakcije, kar je idealno za decentralizirane aplikacije in storitve Web3. Potem je skalabilnost. Arhitektura Solane uporablja edinstveno kombinacijo mehanizmov soglasja Proof of Stake in Proof of History, ki omogoča doseganje visoke skalabilnosti brez žrtvovanja varnosti ali decentralizacije. Potem je varnost. Solana uporablja varnostni mehanizem Proof of Stake, ki velja za enega najbolj varnih v kriptoprostoru. Omrežje varuje decentralizirana mreža validatorjev, ki so nagrajeni za sodelovanje pri potrjevanju transakcij. Solana je zasnovana tako, da je uporabniku prijazna, ponuja niz orodij in virov za razvijalce, ki olajšajo ustvarjanje in uvajanje decentraliziranih aplikacij na platformi. Potem je tukaj še razvijajoč se ekosistem. Ekosistem Solane hitro raste in vključuje široko paleto decentraliziranih aplikacij, DeFi protokolov, NFT tržnic in še veliko več. Na žalost pa ima seveda tudi nekaj slabosti. Prva je ta, da je relativno nova. Solana je v primerjavi z nekaterimi drugimi platformami blockchain, kot sta Ethereum ali Bitcoin, še vedno relativno nova. To pomeni, da ima manjšo preizkušeno zgodovino in morda še ni tako uveljavljena. Potem je tukaj osredotočenost na centralizacijo. Nekateri kritiki izražajo zaskrbljenost zaradi potencialne centralizacije Solane, saj ima fundacija Solana velik nadzor nad razvojem platforme. Tukaj je še manjša raznolikost razvijalcev. Skupnost razvijalcev Solane je morda manjša kot pri nekaterih drugih platformah, kot je recimo Ethereum, kar lahko oteži iskanje strokovnega znanja in virov. To je namreč zelo pomembno, pritegnitev razvijalcev,
ki ustvarjajo na platformi. Veliko podobnih projektov je namreč že propadlo, ker ni bilo dovolj zanimanja iz strani razvijalcev. Če se spomnimo morda iOS projekta. Kljub tem slabostim pa je Solana predstavila kar nekaj inovacij v kriptosvetu in te so Proof of History. To je edinstven mehanizem časovnega žiga, ki Solani omogoča doseganje visoke skalabilnosti. Proof of History deluje neodvisno od mehanizma soglasja, kar omogoča hitro in učinkovito obdelavo transakcij. Tukaj so tudi turbine, to je Solanin visoko zmogljiv izvršilni motor, ki optimizira obdelavo transakcij in omogoča decentraliziranim aplikacijam, da delujejo hitro in učinkovito. Tukaj je še C-level, to je paralelna obdelava transakcij, ki omogoča Solani hkratno obdelavo več transakcij, kar še dodatno poveča njeno skalabilnost. Kot vemo, je glavna konkurenca Solani Ethereum, ki se tesno drži drugega mesta na lestvici tržne kapitalizacije kriptovalut. Pa mu Solana res lahko konkurira? Lahko rečemo, da Solana Ethereumu predstavlja kar resno grožnjo pri njegovi prevladi na trgu kriptovalut. Solana namreč lahko obdela tisoče transakcij na sekundo, medtem ko Ethereum jih zmore le nekaj deset na sekundo. To pomeni, da so transakcije na Solani hitrejše in cenejše, kar je velika prednost za uporabnike in razvijalce. No, kot že omenjeno, transakcijske provizije na Ethereumu so lahko visoke, zlasti med obdobji velikega prometa. Provizije na Solani so bistveno nižje in bolj predvidljive, kar jo lahko naredi privlačnejšo za uporabnike, ki želijo pogosto opravljati transakcije. Na podlagi tega Solana ponuja tudi boljšo uporabniško izkušnjo. In ne nazadnje, čeprav je Solana relativno mlad kriptoprojekt, je pritegnil že kar precej pozornosti tudi iz strani razvijalcev, ki ustvarjajo nove aplikacije in storitve na platformi. To ustvarja bogat ekosistem DeFi, NFT in drugih projektov, ki privabljajo nove uporabnike in spodbujajo rast omrežja. Solana si je utrla kar lepo pot v zahtevnem in konkurenčnem svetu kriptovalut. Ostaja eden izmed največjih favoritov, ki delajo konkurenco Ethereumu. Kljub temu pa je to še relativno mlad kriptoprojekt, ki mora še kar delati na pridobivanju pozornosti iz strani skupnosti in razvijalcev. Tudi Solano lahko preprosto kupite na platformi Cryptomat in lahko jo tudi stekate za pasivne prihodke, kar vam bomo tudi pokazali v posebnem videu. Upam, da smo vam Solano in njegovo zgodovino predstavili v celoti. Dajte video všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Če mislite, da te informacije še komu pridejo prav, kar delite ta video z njim. Kaj si pa vi mislite o Solani? Jo morda držite dolgoročno ali ste bolj za že precej uveljavljen Ethereum? Kar napišite nam spodaj pod komentarje in z veseljem bomo podebatirali z vami. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.